Naj se najprej iskreno zahvalim predsedniku Tokajevu za topel sprejem in gostoljubje v Kazahstanu. Na tem uradnem obisku v vaši državi sem z močno gospodarsko delegacijo. Verjamem, da bo ta obisk pomemben korak k krepitvi gospodarskega sodelovanja med obema državama, ki imata vzpostavljene diplomatske odnose že 33 let. Slovenija in Kazahstan imata dobre, prijateljske, predvsem pa spoštljive odnose. Posebej pozdravljam in se zahvaljujem Kazahstanu za odprtje veleposlaništva Kazahstana v Ljubljani, ki kaže na res iskreno željo po krepitvi sodelovanja. S podpisom skupne predsedniške izjave in sporazumov o sodelovanju na področjih turizma, visokega šolstva, znanosti in inovacij nedvomno krepimo pravni okvir našega sodelovanja. Dotaknila sva se seveda tudi možnosti poglobitve sodelovanja na področju umetne inteligence, kar je tematika prihodnosti. In obe najini državi, gospod predsednik, imata velik potencial. Slovenija je pred kratkim zmagala na razpisu za superračunalnik in investicija v višini 150 milijonov evrov se bo v kratkem začela izvajati v Sloveniji. Predsednik Tokajev pa mi je povedal, da je v Kazahstanu za investicije v umetno inteligenco in ostale digitalne tehnologije v različnih fondih namenjenih kar $1 milijardo, kar so res impresivne in velike številke. Oba s predsednikom Tokajevim seveda pozdravljava sodelovanje v okviru programov Erasmus plus in Obzorja Evropa. Tu gre za izmenjavo študentov, študentske energije, kar nekaj študentov iz Kazahstana že študira v Republiki Sloveniji in preden sem odšla v Astano, sem imela na obisku študentsko organizacijo Slovenije. V njej je že aktivna študentka iz Kazahstana, ki se je v letu dni tudi tekoče naučila govoriti slovenski jezik. Strinjava se, da je tukaj še veliko neizkoriščenega potenciala, bodisi pri izmenjavah študentov, kot tudi na področju raziskovanja. V sklopu obiska bom obiskala z največjim veseljem tudi Univerzo Nazarbajev, kjer bom na predavanju študenti spregovorila o pomenu multilateralizma v trenutnih globalnih razmerah. Predsednik Tokajev je povedal, da tukaj zelo podobno razmišljava, da se oba zavedava, kako pomembna je Organizacija združenih narodov. In gospod predsednik, najlepša hvala tudi za pohvale za delo Slovenije kot nestalne članice v varnostnem svetu te pomembne multilateralne organizacije. Evropska unija je prva trgovinska in naložbena partnerica Kazahstana z trenutno kar 1/3 kazahstanske zunanje trgovine in več kot polovico vseh neposrednih tujih naložb. Kazahstan je najpomembnejši trgovinski partner Republike Slovenije v Srednji Aziji z letno menjavo, ki je v letu 2024 znašala več kot 160 milijonov evrov. Oba sva se strinjala, da je ta številka lahko še mnogo višja. Eden od osrednjih namenov mojega obiska je zato prav krepitev gospodarskega sodelovanja. Z mano je delegacija 25 slovenskih podjetij, ki pokrivajo področja farmacije, naprednih tehnologij, energetike, infrastrukture, turizma in tudi drugih panog. Slovenija že ima svojo prisotnost v Kazahstanu. Podjetja kot so Krka, Kontron, Duol, Komita in Hisense Gorenje uspešno poslujejo tukaj. Vesela sem, da je danes predviden podpis več dokumentov oziroma smo že podpisali te dogovore, med njimi seveda tudi sporazum med gospodarskima zbornicama. Čaka nas pa še podpis pogodbe podjetja Duol z vašim nogometnim klubom Elimaj. Še nekaj, če dovolite, o mednarodnem sodelovanju in skupnih izzivih. Slovenija res visoko ceni vlogo Kazahstana kot stabilnega in konstruktivnega akterja v Srednji Aziji. Pozdravljamo njegovo zavezanost tako imenovani večvektorski zunanji politiki, usmerjeni v iskanje ravnotežja in sodelovanja z vsemi ključnimi globalnimi in regionalnimi partnerji. Slovenija bo
vedno poudarjala zavezanost multilateralizmu in spoštovanju mednarodnega prava. Pomembno je, da tudi Kazahstan vse bolj odločno stopa po tej poti. Tudi v skupni izjavi sva se oba zavezala multilateralizmu. Kot članica Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov Slovenija res aktivno zagovarja enotnost, dialog in predvsem reševanje sporov po mirni poti. Osredotočamo se na preprečevanje konfliktov, zaščito civilistov, enakopravno vključevanje žensk v procese miru in varnosti ter povezovanje varnostnih izzivov s podnebnimi in vodnimi viri. Obe državi sta dejavni na področju tako imenovane vodne diplomacije. Poudarila sem pomen trajnostnega upravljanja vodnih virov, vključno z zaščito podzemnih voda in seveda čezmejnim sodelovanjem. Slovenija v tej luči zelo ceni sodelovanje s Kazahstanom v okviru koalicije za čezmejno vodno sodelovanje. Dotaknila sva se v najinih pogovorih seveda tudi razmer v Afganistanu, potrebe po regionalni stabilnosti. Sama sem izjemno zaskrbljena nad položajem žensk v tej državi, saj so jim močno kratene tudi nekatere osnovne človekove pravice, med drugim pravica do izobraževanja. Slovenija sicer prek ustanove ITF že sodeluje s Kazahstanom na področju uničevanja streliva in varnostnega upravljanja z zalogami v Afganistanu. Ocenjujemo, da je to sodelovanje res dober zgled in bi ga bilo mogoče še razširiti, denimo na področju kibernetske varnosti, preprečevanja ekstremizma in upravljanja meja. S predsednikom Tokajevim seveda nisva mogla mimo pogovora o širših geopolitičnih vprašanjih, vključno z vojno v Ukrajini in razmerami na Bližnjem vzhodu. Kot veste, Slovenija ostro obsoja rusko agresijo na Ukrajino ter podpira suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine v okviru njenih mednarodno priznanih meja. Podpira trajen in pravičen mir, ki bo sprejemljiv za Ukrajino in bo temeljil na mednarodnem pravu. Je pa popolnoma jasno, agresor je Rusija, tukaj drugačnih razlag ne sprejemamo in jih tudi ne moremo. Še eno stvar bi rada poudarila, mislim, da se je tu predsednik Tokajev strinjal z menoj. Evropa in Ukrajina morata biti vključeni v mirovna pogajanja. Še beseda glede Bližnjega vzhoda. Glede Bližnjega vzhoda si Slovenija tako na bilateralni kot na multilateralni ravni, posebej kot nestalna članica Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov, vse skozi prizadeva za implementacijo rešitve dveh držav kot osnovni pogoj za vzpostavitev miru v regiji. Kot veste, smo tudi ena redkih držav v zadnjem času, ki je priznala samostojno Palestino in to je bil vsekakor korak v pravo smer. Obsojamo vse oblike terorizma in nasilja nad civilisti, naj bo to v Izraelu ali v Gazi. Vendar hkrati poudarjamo, da morajo biti vse operacije v skladu z humanitarnim pravom. Humanitarna kriza v Gazi je globoko zaskrbljujoča. Humanitarni dostop in pomoč prebivalstvu in onemogočanje te pomoči strani Izraela seveda predstavlja kršitev mednarodnega prava. Slovenija podpira pobude v okviru Organizacije združenih narodov za priznanje Palestine kot polnopravne članice ter aktivno sodeluje v diplomatskih prizadevanjih za takojšnjo prekinitev spopadov in začetek mirovnega procesa. Spoštovani gospod predsednik, naj zaključim z izrazi hvaležnosti za izjemno gostoljubnost, ki ste jo dali meni kot predsednici in vsem članom moje delegacije in seveda tudi članom gospodarske delegacije. Prepričana sem, da današnji pogovor in celoten obisk odpirata novo poglavje v odnosih med Slovenijo in Kazahstanom. Obe državi delita spoštovanje do mednarodnega prava, trajnostnega razvoja in partnerstva, ki temelji na zaupanju in medsebojnem spoštovanju. To, gospod predsednik,
najini državi dajeta, druga drugi, sem vam hvaležna za to in sem prepričana, da bo tako tudi v prihodnje. Še enkrat iskrena hvala, gospod predsednik. Ladies and gentlemen, the statement is finished.